In ne vem, če veš, ampak prijave za dogodek Jornada Sem Dor Koluna 21 so že odprte. Dogodek bo potekal 11., 13. in 15. aprila ob 19. uri. Če se želiš prijaviti in izvedeti več informacij, je povezava za sodelovanje v opisu videa. Zanimivo, imam ta občutek pekočine. Ampak če dam roko na stopalo, je moje stopalo normalne temperature. Je samo občutek. Kako je to mogoče? To, Elijane, je takole. Gre za to, da je pekoč občutek običajno povezan z živcem. In živc, rad rečem, je kot podatkovni kabel. Poznaš tisti kabel, ki ga priključiš na svoj telefon in na računalnik in potem lahko pošiljaš stvari iz telefona na računalnik in iz računalnika na telefon? Torej je živec kot tisti podatkovni kabel. Poglej to risbo tukaj. Tukaj sem narisal nekakšno osebo, kaj ne? Roke, noge in tukaj je možgani. In hrbtenjača, kaj ne? Kar je v glavi, znotraj možganov in kar gre skozi hrbtenico. Vse informacije, ki jih imaš v telesu, izvirajo iz nekega dela telesa. Vstopi v hrbtenjačo in gre do možganov. Občutek dotika, občutek gibanja, občutek toplote, mraza, občutek bolečine, občutek pritiska. Vse to lahko občutiš samo zato, ker imaš živce, ta podatkovni kabel, ki sega do možganov. In hkrati imaš živce, imaš te male živčke, bom jih celo označil z drugo barvo tukaj, označil jih bom s črno, ki izhajajo iz možganov. Pridejo skozi hrbtenjačo in grejo do katerega koli dela telesa. Tisto, kar pošilja informacije iz možganov v katerikoli del telesa, je tisto, kar nadzoruje. Moja roka se odpira in zapira, ker ji možgani ukazujejo, naj se odpre in naj se zapre. Je prav? In ta podatkovni kabel, tukaj so živci. Vidiš, da potuje po celem našem telesu. Naši živci imajo to sposobnost, da potujejo na dolge razdalje in še vedno prenašajo informacije. Na tej poti, na celotni poti tega živca je mogoče, da je na nekaterih delih podvržen pritisku. Torej, da je na nek način razdražen. In ko se to zgodi, imamo nekatere simptome. Ali pa živec, ki prenaša informacije v možgane, začne odpovedovati. In potem imate simptome pekočega občutka, kar imate vi v stopalu. Imate simptome mravljinčenja, simptome otrplosti in simptome bolečine. Ali pa, če pride do kakšnega pritiska, če kakšen del pritiska na te živce in jih draži, potem odpove živec, ki prenaša ukaz iz možganov, ki na primer nadzoruje vaše stopalo. Torej, v tem primeru boste izgubili moč, izgubili boste stabilnost in izgubili boste sposobnost nadzora stopala. Veliko ljudi, ki imajo sladkorno bolezen ali so imeli kakšno poškodbo ali imajo kakšno drugo težavo, ima to, kar imenujemo spuščeno stopalo. Ne morejo več dvigniti sprednjega dela stopala. To se zgodi ravno zato, ker je izgubil to sposobnost nadzora stopala. Pekoč občutek, ki ga čutite, ne pomeni, da stopalo dejansko gori ali da je vroče. To pomeni, da je živec, ki prenaša informacijo iz tvojega stopala v možgane, na neki točki te poti razdražen. Nekaj povzroča to bolečino, ki se le zdi takšna, v resnici pa ni. Zdaj ti želim pokazati dva načina, kako lahko zelo hitro nadzoruješ ta pekoč občutek. Skoraj kot čarovnija. Vzemi stol, ustavi video, vzemi stol in pridi sem. Si vzel stol, potem pa začnimo. Ta dva načina za lajšanje, izboljšanje in nadzor tega pekočega občutka ti bom pokazal pri težavah zaradi utesnitve živca, ki se pojavi blizu stopala. Prav? Torej, začnimo. Prvi način, ki ga želim, da ga narediš, je, da sedeš s prekrižanimi nogami in delaš na ravnotežju stopala kot celote. Zato bo roka, ki je na strani podplata stopala, držala tukaj za peto. Druga roka bo prijela tukaj za nart, zgornji del stopala.
In naredili boste zasuk. Peto potegnete navzdol, prste na nogi pa proti drugi nogi. In zamenjate, kot da bi ožemali krpo. Na eno in na drugo stran. Kolikor le lahko, do meje, ko še ne čutite bolečine. Primite na najboljši način. Nekateri radi primejo samo z dlanjo in pustijo palec zunaj. Nekateri pa imajo raje, da palec vodi ta gib tukaj. Pomembno je, da lahko ta gib naredite v čim večjem obsegu. Kolikor je mogoče, prav na eno in na drugo stran. Naredili boste ta zasuk, zasukali boste 20krat. Ko to naredim, izboljšujem napetost mišic. Tako na ta način zmanjšujem, koliko ti mišice pritiskajo na te živce. Prav? Predvsem pa dovoli, da ti tukaj pokažem nekaj zelo zanimivega. Kar je morda drugi način dela. Dovoli, da pobarvam s črno. Tukaj na zgornji strani stopala, na notranji strani stopala, tam je tista kost. Maleol, ki ga nekje imenujejo tudi mokoto, je na zunanji in na notranji strani. In tukaj je peta. Prav? Med tema dvema kostema potekajo nekatere strukture. Med njimi je živec, imenovan tibialni živec. Ta oživčuje podplat stopala, prav? Torej, verjetno je pekoč občutek, ki ga čutite v stopalu, lahko povzročen zaradi tega prehoda tukaj. Ko izvajam ta gib zasuka, se morda zdi preprosto, vendar s tem izboljšujem prehod tibialnega živca. Če je tukaj težava, boste to naredili 20krat in pekoč občutek bo izginil. Glejte. Tako. Druga vaja. Delali bomo tudi na istem prehodu, ampak na drugačen način. Skozi ta isti tunel, to isto območje tukaj, potekajo tudi druge strukture. Med njimi je tetiva mišice, imenovane zadnja golenična mišica. In ta mišica lahko povzroča veliko težav v stopalu, mečih, goleni in našem kolenu. Velikokrat je prav ta mišica tista, ki draži prehod tega živca. Kar ti želim zdaj pokazati, je preprost način za izboljšanje. Ta mišica se imenuje zadnji golenični mišica. Na ta način boš izboljšal delovanje živca spodaj, prav? Na enak način, kot sediš, boš prijel tukaj za golenico. Je enostavno, je trda struktura, kaj ne? Trdna je kot stena, kot betonski blok, torej veš, da držiš kost. Če boš s prsti pomikal nazaj proti mečni mišici, bo prišel trenutek, ko bo ta trd del izginil in bo postalo mehko. Točno za kostjo poteka zadnji golenični živec. Torej, s palci bo šel, za golenično kostjo, za kostjo na goleni in iskal boleče točke. Pojdi počasi, ker je lahko precej boleče. Lahko najdeš kakšno točko, ki bo bolj boleča, kot pričakuješ. Ko najdeš bolečo točko, držiš pritisk na ravni, pri kateri čutiš blago bolečino. Ta pritisk drži 90 sekund, občutil boš, da bolečina popušča, kot da se bolečina bolj razprši. In upornost mišice se bo zmanjševala, postajala bo manj napeta. Imam sodelavca, ki pravi, da je na začetku kot meso slabše kakovosti, na koncu pa kot najboljše meso. Približno tako se boš počutil. In v celotni tej regiji za golenico boš iskal te boleče točke in jih boš postopoma sproščal, deaktiviral vsako posebej. Torej, narediti 2 vaji in ne pozabi v komentarjih napisati, kaj si občutil, če ti je pomagalo ali ne, če se je pekoč občutek zmanjšal.